Pot se je seveda najbolje začeti ogledovati po vnaprej rezerviranem vodenem ogledu, ki se prične v notranjosti stavbe zavoda Strunjanski park, kjer si najprej ogledamo filmček Park morja. Starejši Strunjančani vedo povedati, da je bil na začetku prejšnjega stoletja Strunjan širše poznan predvsem po pridelavi zgodnje zelenjave in sadja, ki so... A tu smo zgolj zato, da se prek teorije pripravimo na prakso. Tukaj imamo gavorom, tako imenovane lesene solinarske strgale oziroma grablje, s katerimi se grabi sol na kup. Potem imamo tašo, eno tako vedro za v bistvu prelivanje slanice, batikon za vzdrževanje solinarskih nasipov, badil, lopato, tako posebno lopato, mrežico... V deževnem in hladnem maju sredi tedna, sicer med sprehodom ni gneče, a k sreči so imeli na ta dan načrtovan izlet tudi dijaki iz ljubljanske srednje trgovske šole. Njihova učiteljica Joži Bregar je bila skupaj s kolegico bolj zgovorna kot vsi dijaki skupaj. Zdaj ta popoldanski del je pa namenjen bolj naravoslovju, malo sprehodu, lep sončen dan je, da se tudi malo podružimo in tale gospa, ki nam tole strokovno razlaga o solinah, je v bistvu tudi za mene prvič, čeprav imam še čist malo do konca svoje delovne dobe in se mi zdi, da kdor bi želel res na kratko bistvene stvari v solinarstvu zvedeti na tele mestu, res spozna nekaj osnovnih informacij. Še nekaj, zdaj bojo vaši trgovci boljš prodajali sol, ali kaj? Ja, upajmo. Gospa, pravijo pa tudi, da morajo tudi trgovci poslovati z zrncem soli, recimo. Ne? Bo tudi tole koristilo, verjetno. Menim, da bo, ne? Čeprav ne, jaz še pri teh svojih letih se še zdaj učim. Ne? Tako da oni so se začeli v zvezi s tem, jaz sem pa tudi danes kaj novega prepoznala in spoznala. Recimo, ravno za solni cvet nisem vedela. Ne? Evo. Prvi vtisi dijakov so bili, no ja, kot rečeno, mešani. Pa super je, drugače voda je ful čista, me kar imam presenetil. Kar mikam je, da bi šel noter, ne, ampak nemam kopalk, drugače bi že šel, samo spredi, no, tako, iskreno, to je. Od kdaj pa mladina rab kopalke za vodo? Od leta 20, ne, nekaj tazga. V redu, nisem vedel. Ste ve, kaj novega zvedle mogoče? Nič. Kočica so vam je nekaj naučila, vi pa nič. Mlada dama je doma ob dragoni. A res? Domača? Kaj pa da povem, na primer? Ja, lega, kar češ. Zdaj, jaz učil, pa ti poveš. No. Pa zdaj mi je ful v redu. Spal nisem pa služil. Pošteno. Potem je pred zavodovo hišo za hip postal gospod Darjo Sav, že po priimku zlahka razpoznan kot vodja pridelave soli v strunjanskih in sečoveljskih solinah obenem. Gospod Sav me je takoj presenetil, ko sem vremenu pripisal domnevno slabo letino soli. Res je, da maj mesec imamo tako čudno, bi rekli, že tako nekoč polzimsko vreme, ne? Ampak to je zelo zaželjeno z naše strani. Zakaj? Ker smo imeli en lep januar, en lep februar, en lep marec in en lep začetek aprila celo. In to ni bil dober znak za solinarstvo. Bi pomenilo, če takrat je suho, verjetno zadvomi, da junij, julij, avgust ne bo sta ta prava, ne? Ker dolgoročne napovedi je ta takole, kar tako. Ukolikor imamo spomlad, konec zime, bolj takole topel in prijeten, ne? Je zaupati, da bo poletje nagajalo. Ne? Zato pa tole, pravkar se dogaja letos, konc aprila, maj takšen, bolj zimski kot spomladanski. Ne? Jaz mislim, da bo eno veliko upanje, da bo proizvodna ta prava, oziroma sezona ta prava. Takole. Zdaj je bil pa že čas za pravo akcijo. Višja naravovarstvena svetovalka Brina Knez je obenem še domorodkinja, prava strunjančanka in podatki so iz nje vreli kot iz kipečega lonca. O bistvu tega našega sprehoda in njegovih dimenzijah, kot sem že omenil, je njegova dolžina v metrih točno določena, 5300 metrov. Čas, ki ga boste porabili, pa je močno raztegljiv, od ure in pol do več ur.
pač premo sorazmerno z vašo radovednostjo in predznanjem. Spoznati v bistvu vse presežnike, kot jim mi rečemo, našega parka, torej najmanjše in najsevernejše soline v Sredozemlju, kjer se sol še prideluje po 700 let starem postopku, edino morsko laguno v Sloveniji in seveda najdaljši odsek naravne obale, torej obale, ki človeška roka še ni spremenila, v celotnem Tržaškem zalivu, ki se pa ponaša še z najvišjimi flišnimi klifi v Jadranu. Zdaj nekaj je seveda, bom rekel, tudi neživa narava, ki jo lahko občuduješ, vključno s temi klifi, ki sva jih že omenila. Imaš tudi živo naravo? Seveda, tudi živa narava je zagotovo pomembna. V tem času v bistvu cvetijo orhideje, kukavice po Strunjanu, jih je kar nekaj, tako da v bistvu te je vedno lepo občudovati v naravi. Drugače se ponašamo tudi s slanušami, pa z ribo solinarko, z vodnimi pticami, vedno je v bistvu tukaj skoraj da prisotna mala bela čaplja, siva čaplja, race mlakarice in seveda še druge ptice, kot so polojniki, naprimer ornitologe in še druge seveda vrste živali in rastlin. No zdaj, če pridemo recimo k vam bolj kontinentalci, kot rečemo celinci, potem ne mara se splača kakšno vodenje, drugače ne bomo toliko izvedeli. Ja, lahko ali pa tudi ne. V bistvu veliko stvari lahko izveste že v bistvu iz teh naših tabel ob krožni učni poti, tako da v bistvu razložena je botanika, razložena je v bistvu geologija, kot sem že rekla, življenje pod in nad morsko gladino, razloženo v bistvu o lagunistju, že o solinah, pridelava soli, tako da v bistvu marsikaj lahko izveste že iz teh tabel. Ta krog je popolnoma zastonj, pač treba je plačati edino mogoče parkirnino ali pa tudi to, če ste mogoče eden od srečnežev, ki ulovi kakšno brezplačno parkirišče, ki je v bližini Strunjana. Zdaj posebnost Strunjana že tako ali tako, če človek pride samo enkrat v Strunjan, je tole vaše mokrišče, ki ga pravzaprav cesta obkroža okoli in okoli. Raje verjetno za ptice, za kakšne posebne vrste živali tudi. Kako mu vi rečete? Mi mu rečemo kar restauracija s hitro prehrano za ptice oziroma za šolske skupine kar McDonald's za ptice. Fast food. Ja, fast food, ja. Sicer pa Stanislav Knez, brat njenega nonota, je denimo v Strunjan prinesel zdaj znamenite kakije. Ta kaki tudi malo samopostrežbe za ptice. Ja, kaki zagotovo, za škorce je bil lani cela samopostrežba, res je. Kot rečeno, tisti dan je bil v Strunjanu kljub pretežno sončnemu vremenu za maj polzimski, predvsem pa precej burjast. To pa poleg naših bodočih trgovcev ni odvrnilo niti četverice Nemcev, pravzaprav Bavarcev iz Algoja, da si ne bi že drugi dan zapored privoščili krožnega sprehoda. Za portparolko so na hitro določili gospo, ki je v že nekoliko ostarelih očeh še vedno tlela hipijevska radoživost. Wunderschön, wunderschön, hat uns sehr gut gefallen. Wegen dem schönen Weg, wie er angelegt ist, der Naturblick von den Klippen. Čudovito, zelo se mi dopade, pot je lepo speljana, pa razgled s klifov. O solinarstvu izveš vse, tudi table so dovolj pregledne s podatki o naravnih posebnostih. Die Natur allgemein, die es hier gibt. To je pa za zdaj, ko nas počasi že tako ali tako tudi celince vse bolj vleče proti morju, kar dovolj spodobno vabilo za obisk strunjanske tematske krožne poti, Strunjan v podobah morja.